Lep dober večer, dobrodošli na Totem festivalu, na našem mednarodnem festivalu nekomercialnega filma, letos že jubilejnem 10. 10. Toti festival. Kaj se je pravzaprav dogajalo v teh 10 letih? V teh 10 letih, dogajalo se je zelo dosti, ne. Od prvega festivala pred 10 leti, ko smo dobili tako rekoč na prvi Toti festival bolj pokušene, da so avtorji iz sveta, bi lahko rekel zdaj bolj iz Evrope, poskušali, kaj smo, kdo smo in kako ocenjujemo. In ker so bili rezultati že takrat dokaj zanimivi, so se pač tile festivali sledili en, drugi, tretji in tako dalje, dokler nismo se zdaj prišli do 10. In ta 10. je letos značilen potem, da imamo, če gledate gor zastave, kar 27 držav, kar je to res zdaj maksimum. Zdaj je bil naš maksimum 16. Avtorjev je tudi dosti, vse so poslali 150 filmov. Odkot vse so prišli? Najbližji to smo mi domačini, potem so iz vseh sosednjih držav naše Slovenije, potem iz Evrope, potem pa še, kot smo mi rekli, eksoti, to je Indija, Irak, potem Kanada, potem Tajvan, pa še nekaj takih držav, ki so letos prvič. Zakaj je za film in videoklub Maribor pomemben Toti festival? Torej, gre za tradicijo. Gre za tradicijo, kajti že v prejšnji državi je kinoklub takratni organiziral festival amaterskega dokumentarnega filma Jugoslavije. Z menjavo tehnike, z osamosvojitvijo smo se odločili, da bomo šli na mednarodne festivale in sicer videofestivale, tako da Mariborčani, Okoličani vidijo tudi produkcijo, ki se dogaja izven meja Slovenije. Zanimanje zunaj je veliko? Torej letos je na festival prispelo 27, torej filmi iz 27 držav, skupaj 150 filmov in če lahko rečem, so med njimi v navednicah seveda eksoti, to je Japonska, Tajvan, Malta, Indija, Amerika, namreč teh še pri nas do zdaj ni bilo. Je imela žirija težko delo, da je izbrala med vsemi temi 150 filmi tiste, ki ste jih tokrat nagradili? Glejte, jaz bom rekel tako, žirija je v bistvu pregledala 108 filmov. Namreč že prej smo naredili pred žirijo, kajti bil bi prevelik napor, že tako je žirija 2 dni gledala v platno noter in verjamete, ni prijetno. So v klubu tudi mladi ali so to v glavnem starejši filmarji? Žal je, v našem klubu smo starejši po letih, ne pa po duši. Pa zakaj mislite, da med mladimi ni nekega zanimanja? Težko vprašanje, če bi vedel odgovoriti, bi verjetno nekaj naredil, da bi lahko mlade pripeljal v klub. Sem pa slišala zdaj recimo, da iz sosednjih držav, iz Hrvaške, da recimo prihajajo pa iz Italije šole, kjer se otroci s tem ukvarjajo, pri nas pa da ni nekaj take možnosti. Ja, poglejte, res največ filmov mladinskih, otroških prihaja ravno iz sosednje Hrvaške, kjer zgleda, da tudi dajo nekaj na to, da se filmarji vzgajajo. Da se vzgaja že od mladega, od otroških nog, medtem ko pa pri nas pa nekako niti ni zaslediti, da bi bil kakšen festival otroškega ali pa tega mladinskega filma. Med pomembnimi nagradami, ki so jih tokrat podelili na 10. Totem festivalu, je tudi nagrada Unika in nagrajenec je Slovenec. Kaj pravite na to nagrado? Ne vem, kaj bi rekel, jaz v bistvu sploh ne poznam te organizacije. Zdaj sem videl na brzino, da to je nekaj pod okriljem UNESCO. Sam ne vem pa, kakve bojo posledice, če sem zdaj to nagrado dobil. Tako da me pa veseli, da sem dobil to nagrado. Koliko časa se že ukvarjate s filmom in zakaj ste pravzaprav se odločili, da greste na ta festival? V bistvu z videom se ukvarjam najmanj 7-8 let in sem član Luxus produkcije iz Krškega in v bistvu non-stop pošiljamo naše filme na različne festivale, tako da med drugim med vsemi temi različnimi festivali, na katere pošiljamo, je tudi pač Toti festival kratkega filma. Ste že večkrat sodelovali na Totem festivalu? Bil sem enkrat par let nazaj, tako mislim, da je bilo to 2004 ali 2005. Je lažje biti za kamero kot pred njo? Ja, meni se da ja.
Vsaj meni, mislim, da sem rajši za kamero.